Pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ko pride v vaše življenje Abraham, takrat se ponavadi zgodi, da je že kar normalno, malo začne to, pa malo kok, pa malo noga, pa še kaj. Ampak vprašanje, a je to res normalno? Zaradi tega, ker en znanstveni preizkus pravi, da naše telo je načeloma narejeno za 120 let komot, tako da pri 50-ih potem takem nas ne bi smeli začeti. Bo nam povedal kaj več o tem fizioterapeut Izidor Ivanovič. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo, pozdravljena. No, je normalno ali ni normalno? Kaj je normalno, kaj ni normalno? Bolečine ne bi bile normalne, seveda. Da bi rekel, zaradi te starosti naj ne bile prisotne. Zdaj, bolečina je, pojavi se lahko v starejšem obdobju, zato ker pač nismo v zgodnejšem obdobju življenja za to poskrbeli. Zdaj pa sploh je to bolj opazno oziroma bolj evidentno, ker veliko ljudi skozi življenje, tam recimo 50. leta, se posveča oziroma ima pozornost čisto na enem drugem mestu, ne toliko v samega sebe, bolje so na mestu družina, kariera, gibanje je tako na pol, samo to, da se malenkost preluftajo, ampak ni pa nobenega pravega pristopa k razmišljanju o preprečevanju težav. Torej, kaj narediti za to, da me ne bi bolelo nekoč v življenju. Seveda tukaj govorimo zdaj recimo o enem pogledu bolečine kot take, ki se razvije zaradi tega, ker pač nismo pravilno poskrbeli ali nismo znali pravilno poskrbeti. Drugi aspekt pa je ta, da so lahko tudi različne genetske predispozicije. Lahko tudi kemija, tu je hrana, tu so način razmišljanja, način udejstvovanja znotraj družbe, v širši okolici, v športni dejavnosti. A pa to velja, da vpraša starost, kaj je počela mladost? Da vpraša, seveda, ja. Vprašam. To starostniki zelo radi povejo, kaj je točno. Recimo, ti imaš 2 fizioterapevtski ordinaciji po Sloveniji, v Ljubljani in v Novem mestu. Povej mi, s kakšnimi težavami pridejo starostniki najpogosteje? Pa starostniki, to so največ težave večjih sklepov, kot pravimo, kot so koleno, kolk, tega je zelo veliko. Potem so tudi kakšni išiasom podobne bolečine, tega tudi zelo veliko. Predvsem opažam pa, da imajo težave pri starostnikih tudi tem, kar so že govorili v sredo, recimo, imajo težave tudi s tem po operacijah, da so določeni kolki, recimo, ko se prije do ustavitve totalnih endoprotez, kot temu rečemo, z teh popolnih protez, v kolk ali pa v koleno lahko nastopijo težave zaradi slabše rehabilitacije, manjše pozornosti po operativnem obdobju. Drugače pa bolečine, predvsem, kot pravijo, sami revmatskega tipa, imamo spet revmo. Tukaj ne opozorim, da ni revma vedno tista, splošno laično in ljudsko je sprejeto, imaš neke bolečine v sklepu, je pa neka revma. Ni. Največkrat tukaj gre za kakšne težave mehkih tkiv, za kakšne stare poškodbe, za kakšne stara stanja, ki se vlečejo iz mladosti ali pa iz aktivnih dni, ko so delali, recimo, sploh tisti, ki so imeli več fizičnega dela, več recimo nekih prisilnih drž, tu govorim, bodi si o težkih fizičnih delih ali pa tudi pisarniška dela in tako naprej. Imamo veliko takih težav. Imamo recimo ljudi, zdaj en primer zanimiva gospoda, blizu 75 let, bolečina v kolenu, že vrsto let. Matra me, zakaj, in je izkoristil pač priliko tekom te oddaje, je prišel na pregled in pokazal koleno. Mi so ugotovili, da koleno je super, vse ok, ampak so določene stvari drugje bile problematične. Pa danes tudi lahko kdo še, danes tudi še lahko kdo? Seveda, vedno lahko izkoristijo brezplačen pregled. Lahko pokličejo, kot vedno, naj se najavijo, naj Takole, potem bomo pa kar preusmerili na našo spletno stran, kjer boste lahko doživeli direktno povezavo na spletno stran fizioterapevtske ordinacije Korpus, oziroma tam boste dobili podatke, kam torej pokličete, kajti Izidor je danes dobre volje in vam je znova ponudil možnost brezplačnega pregleda in pa seveda tudi svetovanja o fizioterapevtski ordinaciji v Ljubljani ali pa v Novem mestu. Hvala v imenu vseh gledalcev. Super, da takole rešujete stvari. Ja, trudimo se, to je to. Zdaj, to, kar sem hotel povedati, ta bolečina, težava je pri starostnikih, predvsem hočem to povedati, ali pa poudarek na to dati, da ne verjamejo tistemu, da pač vse je normalno, da boli. Jaz sem že pač v tej starosti, je normalno, vse je šo za to odgovoren, ni res. Naj si dajo ta priložnost sebi, svojemu telesu ali pa, če poznajo koga, da izkoristijo neko informacijo več, zakaj, kaj je problem.
Ker tudi ljudje, ki so stari 90 let, imamo primere, kjer nimajo bolečin, nimajo težav. Ne? Zanimivo. Ne? Torej, ni mus vedno, da je gen tisti, ne, ki določa, kaj se nam bo dogajalo skozi življenje. Včasih zmanjka tematik, ne, pa malo začneš jamrati. Ja, verjetno. Ne? Tudi, ja. A pa hoče pozornost iskati nas, tudi to je varianta. Ampak pravim, naj naredijo en preizkus, naj naredijo en pregled, magari, da se res vidi, kaj je težava. Bolečina ni samoumevna, tudi če je človek star 90, pa kot si rekel, 120 let. Tako da to ni samoumevno. Da se pomaga, da se vedno bistveno, če ne drugega, se da vsaj za polovico bolečine odpraviti. Vsaj za polovico tiste intenzitete. Odlično. Najlepša hvala za vse te informacije. Torej, na www.klepet@kavi.si lahko najdete še kaj več informacij in svojemu telesu privoščite en tak pregled samo zato, da veš, ampak se mi zdi, da že to ima en tak placebo efekt, v tem smislu, da greš pregledati, da vse veš, kje si, kje stojiš. Vse to je to, da se dajo neke smernice, da vidijo da sploh vidijo, kako to izgleda, je sploh priložnost, da sploh možnost obstaja. Tako da ne izkoristijo seveda ta brezplačen pregled. Naj bodo pozorni zdaj na teh par sekund, ko zaključiva, so podatki, se bojo izpisali na ekranu, tako da, evo, odlično. Super. Najlepša hvala, Izidor, za vse informacije, ki si jih seveda posredoval. In upam, da bo naslednja tematika prav tako zanimiva in primerna. Mogoče že tale trenutek veš, da lahko pripravijo kakšno vprašanje naši gledalci? Lahko pripravijo vprašanje, karkoli jih zanima, lahko mogoče naredijo tudi naslednjo oddajo takšno, da z vprašanji gledalcev, če imajo kakšno konkretno vprašanje, lahko poskušamo odgovoriti. Evo, recimo, taka priložnost. Odlično, to bomo pa vsekakor izkoristili. Takole, najlepša hvala še enkrat in na www.klepet@kavi.si najdete še več informacij in tudi potem kasneje, že čez nekaj trenutkov. Hvala lepa.